15. dan šmarnic. Ko zvemo, da pri maši ni nič več dolgočasno. Peter, ki se je z Jezusom pogovarjal v cerkvi, je ugotovil, da se lahko z njim pogovarja kjerkoli, tudi v svoji sobi, in da se lahko pogovarja še z drugimi svetimi podobami. Tako je postavil jaslice in poklepetal s sveto družino in 3 kralji. Ostali člani družine so bili presenečeni, ko so sredi maja iz njegove sobe slišali božične pesmi. Bilo je čudovito nedeljsko jutro. Sonce je že navse zgodaj ljudi spravilo v dobro voljo. A očka, mamica in Peter so molče sedeli pri zajtrku. Peter je bil še ves pod vtisom včerajšnjega večera, ko se je pogovarjal s sveto družino in 3 modrimi. Potem je še pozno v noč klepetal z Jezusom. Zdaj pa je, kot Marija nekoč v betlehemskem hlevčku, vse to premišljeval v svojem srcu. Očka in mamica pa sta imela popolnoma druge razloge za molk. No, pravzaprav iste, le da nista vedela, kaj točno se mota po Petrovi glavi in v srcu. Zato sta bila v skrbeh za njunega sina. Mamica je s pogledom očku večkrat namignila, naj vendar že spregovori. Očka kar ni našel pravih besed. Srebal je svojo običajno jutranjo kavo, ki pa mu danes ni kaj nič dišala. Bi še en rogljiček? Je potem le porinil krožnik pred Petra, bolj zato, da je pretrgal molk. Mamica jo je v obupu zavila z očmi in očka se je hipoma zavedel, po kom je Lucija podedovala to veščino. Peter pa je rekel: Ne, hvala. Kaj nisi lačen? Malo že, a če bom sedaj še jedel, ne bom mogel k obhajilu. Zakaj ne? Očka in mamica sta se začudeno in pomenljivo spogledala. Ker bi prekršil evangelistični post. Evharistični kaj? Mamica se je skoraj polila s kavo. Iz spoštovanja do Jezusa, ki ga bomo prejeli v srce, se 1 uro pred obhajilom držimo posta, je razložil fantič. Saj veva, ampak od kod ti sedaj to? Peter je vedel, da bi se očka in mamica vznemirila, če bi jima povedal, da sta se z Jezusom včeraj precej pogovarjala o vrednem prejemanju obhajila in o tem, kako je mogoče, da je Jezus res v hostiji. Zato je rekel le: Tako pač je, in vstal od mize. V sobo grem. Ko bo zazvonilo k maši, bom takoj šel, da ne bom pozen. Potrkaj še Luciji na vrata in jo zbudi, še kar spi, je zaklical za njim očka. In med mašo ne zjaj naokrog. Je hotel še dodati, pa se je raje ugriznil v jezik. In očkova pripomba res ni bila na mestu, kajti med mašo je Peter sedel mirno in zbrano. Malo zato, ker je vedel, da ga očka opazuje. Predvsem pa zato, ker je vedel, da ga opazuje njegov novi in najboljši prijatelj, Jezus. Previdno je podal župniku vrček z vinom, saj se je prvič zavedel, da bo to vino zdaj postalo Jezusova kri. In med povzdigovanjem ni umaknil oči s hostije, da je skoraj pozabil pozvoniti z zvončkom. Mamica ga je opazovala iz klopi, kako mu v posebni zbranosti sije obraz. Molila je: O, Bog, ne vem, ali bo minilo ali ne. Ne vem, ali je bolan, ali pa ga ti kličeš. Varuj ga. Lucija jo je dregnila s komolcem in šepnila: A ima mali vročino, kar žari. Daj mir, je rekla mamica. Pred pozdravom miru je župnik rekel: Jezus nas uči, da se moramo ljubiti med seboj kot bratje. In stisk roke naj nas poveže kot brate in sestre, kot družino.
S stiskom roke si povemo, da nam je žal. S stiskom roke si povemo, da se razumemo in da se bomo imeli radi, kot se imate radi v družinah. Petra je kar malo stisnilo pri srcu. In ko je podal roko župniku in Marku, ki je ministriral zraven njega, mu je pogled ušel po cerkvi. Kočku, ki mu je spodbudno pokimal in se mu nasmehnil. K mamici, ki se je prav tako nasmehnila, čeprav je imela čisto rdeče oči. Še celo Lucija mu je veselo pomežiknila. In je stekel od oltarja in vsem trem podal roke. Pa župnik ni bil zato nič hud. Še pohvalil ga je po maši. Dragi otroci, skupaj zmolimo zaključno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi Jezus, kadar prejmem sveto obhajilo, nisem vedno spoštljiv do tebe. Prosim te, da bi se vedno zavedali, da takrat prideš v moje srce. Pomagaj nam s svojo milostjo. O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje, po svoji ljubi materi me sprejmi v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj in verni duš usmili se, da bodo tebe gledale. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa lahko noč.